Mnenje državnega sveta je bilo z 21 glasovi proti ZIPRS-u in rebalansu proračuna in 7 glasovi za. To pomeni, da bo državni svet v nadaljevanju postopka sprejema zakona, če ne bo prišlo, oziroma obeh zakonov, če ne bo prišlo do sprememb, imel možnost vložiti zakonodajni veto. Svetnice in svetniki so opozarjali, da v sedanjem procesu dogovarjanja ni prišlo do rešitev, ki bi bile sprejemljive tako za lokalne skupnosti kot za gospodarstvo. Minister je izpostavil, da je spoštoval dogovor, ki je bil sklenjen za Zvezo občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, ampak treba je poudariti, da je bil ta dogovor o višini povprečnine sklenjen še pred dvigom minimalne plače, ki je občine postavila v zelo neugodno situacijo, da imajo zakonsko obveznost, ki je ne morejo izpolniti zaradi primanjkljaja sredstev. Prav tako je bilo izpostavljeno strani predstavnikov gospodarstva, da nižanje sposobnosti, investicijske sposobnosti občin pomeni tudi daljnoročno udarec za gospodarstvo, obenem pa predstavlja resno grožnjo črpanju evropskih sredstev, ki je že sedaj na zelo slabem nivoju. Upoštevali smo priporočila fiskalnega sveta in upoštevali smo tudi opozorila, ki prihajajo iz Evropske unije, ki govori, da proračun v takšni obliki oziroma rebalans proračuna v takšni obliki ni na varni poti do uresničitve. Minister je bil dolgo noter, iz tega, kar vam je povedal, mislite, da v prihodnem tednu so možne kakšne korenitejše spremembe, v končni fazi gresta oba zakona prihodnji teden že na sejo in se bo o njima tudi glasovalo. Torej, je možno v teh nekaj dneh pričakovati neke tako velike spremembe, da bi to spremenilo tudi mnenje državnega sveta, tako glede ZIPRS-a kot tudi rebalansa proračuna? Veste, proračun ni nikoli samo finančno ali tehnično vprašanje, proračun je vedno politično vprašanje in če pogledamo odnose, ki sedaj vladajo med koalicijskimi partnerji, je zame to vse skupaj vprašljivo. Bom kar špekuliral. Če se protagonisti odločijo, da so jim nove volitve v prid, potem bodo šli s takšnim proračunom, kot je, pričakali veto državnega sveta in se potem odločali o podpori da ali ne. In stvar je takšna, kot je. Menim pa, da trenutni odnosi v koaliciji postavljajo se skupaj pod velik vprašaj. Vsekakor si pa v državnem svetu ne želimo etikete, da smo mi s svojimi odločitvami v bistvu povzročili vladno krizo, ker imajo pripravljavci proračuna dovolj časa, da upoštevajo tehne pripombe, ki smo jih podali in da seveda odreagirajo. Če je politična volja, je tudi pot. Če bo vlada prisluhnila pripombam, ki so tehne in temeljijo na resnih argumentih, potem do veta ne bo prišlo. Minister je povedal, da se je vlada v pripravi proračuna sklicevala in upoštevala, kar je njena zakonska obveznost, Umarjeve ugotovitve iz časa jeseni lanskega leta. Ampak vmes se je še marsikaj zgodilo in Umar bo verjetno v marcu mesecu svoje napovedi tudi uradno spremenil. Neuradne so že spremenjene. Če bi želeli, bi te napovedi lahko že upoštevali.